Odreditev dela na domu je lahko zelo enostavno, če se držite naslednjih 3 korakov. Prvič, da sprejmete pisno odredbo, drugič o tem obvestite delavca in tretjič o tem obvestite inšpektorat za delo. Na CNVOS-u smo vam pripravili vzorec odredbe, ki si ga lahko prenesete preko spodnje povezave v komentarju, dostopen je pa tudi na naši spletni strani www.cnvos.si. Delavca preprosto lahko na najlažji način, da ga obvestite tako, da mu pošljete to odredbo po elektronski pošti. Pošljete na elektronski naslov, ki ga uporablja v službene namene. Če nima službenega elektronskega naslova, mu pošljite na njegov osebni elektronski naslov, ki vam ga je posredoval. Možnost je tudi to, da ga prej pokličete, se z njim pogovorite o katerih vidikih dela na domu, tako bo še vse skupaj še lažje. Pripravili smo vam tudi vzorec obvestila, ki ga pošljete po elektronski pošti na inšpektorat za delo. Kar bi vam mogoče rada še izpostavila oziroma vas tem opozorila je to, da je pri delu na domu delavec tisti, ki mora sedaj beležiti svojo prisotnost na delu oziroma voditi to evidenco o delovnem času. In pa to, da ne komplicirati, delo na domu je ena bolj fleksibilnih oblik dela in takšna ne bo tudi v tem času. Toplo pa priporočam, da se na delu na domu upravljajo tista dela, ki so za to primerna. Zato se morda lahko tudi z delavcem sami pogovorite, kaj vidi, da bi lahko upravljala na domu, oziroma se z njim sploh pogovorite o tem, ali ima primerne prostore, da bi lahko doma v miru delal, mogoče ima premajhno stanovanje, preveč otrok, ki so okrog njega in bi malo težje izvajal celoten obseg dela, kot bi ga izvajal v pisarni. Če sem še karkoli pozabila, vas bom o tem obvestila spodaj v komentarjih, drugače pa vljudno vabljeni, da nas še naprej spremljate na našem Facebook profilu in na naši spletni strani, kjer vam bomo še naprej objavljali takšne in podobne videe.